Od 1. februarja 2003 dalje pa je v tem hotelu na direktorskem stolu čas Nine Golob. To je sedanji čas. Izvolite. O čemer je gospod Simonovič govoril, da bo težko ostati na vrhu. Ko slišim ta aplavz, vem, da bomo zmogli. Bomo zmogli. Niso vedno usmerjene samo v danes in tukaj, veliko so usmerjene v prihodnost. Dovoljeno mi je sanjati. In sanjam o tem, da bo hotel Delfin poln do zadnje sobe. Sanjam o tem, da še vedno po njem gostje plešajo, pojejo, se veselijo. Sanjam o tem, da v Knajpovem vrtu naši gostje, upokojenci, vadijo jogo. Sanjam o tem, da je Vila Ranieri, naša pizzerija, najboljša pizzerija na celi obali. O tem, da je Pergola modern lokal, v katerega se hodijo učiti in gledati tudi drugi gostinci. Sanjam veliko. Želim si vse najboljše za ta hotel, da bi znala to tudi narediti. Ampak sanje so samo sanje, če jih tu in tam ne podpre lastnik. Takrat postanejo realnost. Zato vabim na oder predstavnika lastnika, predsednika Zveze društva upokojencev Slovenije, gospoda Janeza Sušnika. Spoštovani. Sedaj je moja dolžnost kot trenutnega predsednika Zveze društva upokojencev Slovenije, da izrekam vsem zahvalo in pa čestitko, da je takrat na samem začetku ta hotel, prvi počitniški dom, res postal in seveda, kar je najbolj pomembno, ta hotel ima dušo. Dušo so pa ustvarili zaposleni in pa naši obiskovalci. In tu je zdaj prijetno in naši upokojenci se zahvaljujejo vsem in radi hodijo v ta hotel, zato se trdno pripričam, ker nas je krepko preko 200,000, da bomo tudi v bodoče poskušali ta hotel in tudi bomo to naredili, ker se pridružujem direktorci, da bo ta hotel poln. V tem hotelu se vedno nekaj dogaja. Če bomo rekli investicije, se vedno nekaj dogodi. Vsako leto so nove zadeve in ljudje to pričakujejo in spremljajo in se pohvalijo, kako dober hotel imamo mi upokojenci v Izoli. Seveda so pa še številne zadeve pred nami. Jaz bi rekel tako, ker negujemo različne zvrsti od kulture, športa, posebno prostovoljstva, menim, da je kakšna fika še v Izoli, to bo župan povedal, ki bi nam omogočil še nekoliko širitve. Imamo še možnosti, smo močni, smo trdovratni, imamo veliko volje, smo sposobni še kakšno stvar speljati, ker hotel je v lasti upokojencev in tudi širitev mora biti za naše upokojence. Ker je bilo toliko povedanega, jaz ne bom podaljševal z mojim nagovorom, ker je bilo meni zaupano sam pozdrav in pa čestitko o 35. letnici
sem pa trdno prepričan, da imamo tako dobro ekipo tako v hotelu, kako na terenu se pravzaprav ta konferenca prodajna, ki poteka v teh dneh, je tudi porok, da se bo zadeve odvijale v tej smeri tudi v bodoče. In še več. Mi bomo skupaj reči, mi smo res prava civilna družba, ki vključujemo vseh sort ljudi. Političnega prepričanja, verskega prepričanja, kaj bi se lahko rekel, ampak mi smo morali. Mi negujemo to prosto besedo, prijateljsko besedo, vabimo k druženju in to druženje v tem hotelu je. Torej, ne da bi hvalili to počes, ampak moramo ugotoviti, tukaj se res stvari dogajajo in so lahko za vzorec mrskešnu drugemu, ki se tudi s to dejavnostjo ukvarja. To je pravi hotel, ki je moderno opremljen, tako da je standard za nekatere boljše kot doma in to je namen. Prej sem govoril o kopalnicah, o vsem tem stvari. Glejte, danes je standard tak, kot je, in ta standard je treba spremljati in ga nadgrajevati. In če bomo vso akumulacijo, ki je ta hotel dela, in to pridno dela, bomo tudi tak standard dosegli, kar je pa bistveno važno, pa zaposli še poleg najprej pa drugih stvari, še pričakujemo, obrnem sem bolj na desno stran, da bi se morda še kaj dogodilo. Tako ne, jaz bom počel v znak spoštovanja vsem direktorjem bivšim, personalu, ki danes tukaj, pa ven, pa snovalcem tega. Jaz verjamem, da v takrat letu 1982 se prosim, takrat sem bil direktor, je bilo prepoved investicij, je bilo zelo težko takrat dobiti sredstva, kako sploh graditi. Takrat smo prepoved uvoza opreme, smo si skozi rezervne dele, kaj smo še šmurgali preko carine, da se stvar se šla. Težki cajti so bili. Danes so boljši cajti, zato dajmo zadevo vzeti v roke, dajmo tako lekovati in našo lastino spoštovati pa tudi vse zaposlene in tudi vas, ki prihajali. V znak spoštovanja bom direktorci poklonil par rožic, sem jih svoj prenesel, ne da je štuke iz Izole, na Gorenskem, da rase tako lepe, niso lepe, ampak tukaj so pa čudovite. Jaz bi rekel, počutimo se doma, danes je naš dan. Dajmo si duška, bodimo veseli in prepričljivi, da bo jutro še boljše. Hvala lepa. Zdaj pa, rekli smo, direktorca je zelo dobra. V vrhu tega je še čedna. Na Gorenskem pravi, da je fest. In zdaj, jaz bom pa rekel, da praznih rok prošel in ne bi mogel roko stisniti, pa ne bi mogel vse pritisati. Zato iskrene čestitke. Hvala lepa, gospod Janez Sušnik, za vse povedano s takšno neverjetno energijo.